Spoštovana kolegica, gospodje, prav lepo vas pozdravljam na okrogli mizi Denar ali življenje, ki je uvertura v občni zbor Društva državnih svetnikov, ki ga bomo imeli v nadaljevanju. Ta naslov sam, ki smo ga v skupini, ki je pripravila tole, zbrali, mogoče zgleda malo smešno ali pa poskočno. Denar ali življenje, malo se spominjamo tega izraza iz westernov, ampak na to temo je napisana zelo resna knjiga, recimo Noama Chomskega, približno 15 let nazaj, ki ima podoben naslov, in sicer denar, torej profit pred ljudmi. Dejansko gre za osnovno dilemo človeške civilizacije danes, kaj nam je pravzaprav važno v življenju. Kdo upravlja ta svet? Tisti, ki ste brali recimo eno od preteklih mladin, ste mogoče zasledili en zanimiv opis, kdo dejansko upravlja Evropsko unijo, ki ga je prispeval nekdanji grški finančni minister Yanis Varoufakis, ki je pojasnil tam za potekom scenosledom seje evroskupine, kako poteka seja tega organa, za katerega pravi, da je dejanska realna oblast Evropske unije. In sicer ta organ sestavljajo ministri držav članic, ki sedijo in poslušajo, in vsak referira za svojo državo, kakšno je stanje. Glavno besedo in usmerjanje dogajanj pa imajo na tem organu čez predstavniki Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada, Evropske centralne banke, in to je dejansko tisti center. Se pravi, vprašati se želimo tisto, kar je bila tema delovanja državnega sveta tudi že v preteklih mandatih. Vi se spominjate, da smo v preteklem mandatu v zvezi s tem vprašanjem se kar veliko pogovarjali. V začetku prejšnjega mandata, tam leta 2008 oziroma tekom 2009, smo sprejeli nek dokument, ki se je imenoval o vzrokih gospodarske krize in kako iz nje, kjer smo opredelili temeljne razvojne filozofske probleme, pravzaprav kar natančno, če smo šli kasneje čitati za nazaj, kaj smo zapisali in kaj so potem postopoma prispevali vrhovi človeškega uma v raznoraznih delih, recimo Josepha Stiglitza ali Naomi Klein ali zdaj nazadnje Thomasa Pikettija, dobro leto nazaj v delu Kapital 21. stoletja, so te stvari nekako dobile potem svojo analitsko podlago. V prejšnjem mandatu smo tudi se veliko ukvarjali z tem, kako naj bi delovala Evropska unija, da bi bila dobra do svojih državljanov, in smo tudi sprejeli pobudo Evropskemu parlamentu, s katero smo mu predlagali, da naj se reorganizirajo principi monetarne politike, politika evra, tako da bo evro postal vodilna svetovna valuta, ne podrejena ameriškemu dolarju, da bo evro služil razvoju Evrope, da je treba v prioriteto postaviti delovna mesta v Evropski uniji, da Evropsko unijo z vrednotami obrniti do kakovosti življenja državljanov Evropske unije. Dobro, to nihče se kaj dosti ni razburil ali jokal zaradi tega, ampak nekaj je bilo na tem področju narejenega. No, in nekateri se spominjate, da smo zaključili naše delo z dokumentom Resolucija za izhod iz krize, kjer smo ravno tako upozorili na to, da je pravzaprav temeljna dilema, ki jo moramo razrešiti, kaj ne bo temeljno vodilo in kriterij uspešnosti delovanja vsake politične oblasti. Ali je to denar, ali je to kakovost življenja državljanov. Ob spoštovanju seveda vloge gospodarstva, ob spoštovanju ekonomičnosti, se vendarle treba vprašati, kaj je cilj in kaj je sredstvo. Ali mi živimo za to, da je Slovenija konkurenčna, ali želimo, da je Slovenija konkurenčna z močnim gospodarstvom, zato da bo kakovost življenja državljanov dobra.
Stalnica delovanja Državnega sveta je bila tudi v vseh mandatih, kolikor sem si lahko pogledal, ukvarjanje s tem, kako naša država gospodari, kako upravlja z državnimi deleži v gospodarstvu. Že v prejšnjih mandatih je bilo to vprašanje obravnavano, v prejšnjem mandatu. No in zdaj, če pogledam, jaz ne spremljam tako podrobno dela v tem mandatu, ampak vidim, da se Državni svet tudi v tem mandatu ukvarja z izredno pomembnimi paradigmatskimi zadevami, recimo, če omenim samo vodo, voda kot dobrina, sprožanje tega vprašanja je izredno pomembno in pa ta pobuda v zvezi z delničarji oziroma podrejenimi upniki Kreditne banke Maribor. To so stvari, ki spadajo v higieno gospodarskega življenja in upam, saj jaz imam zelo dober občutek tudi glede tega, da Državni svet nadaljuje nek domicil, ene malo bolj svobodne ideje, ki prispeva bolj dolgoročne poglede na razvoj Slovenije. To, kar nas mora vse skupaj zaskrbeti, je, kar se je zgodilo Sloveniji v tisti krizi, ki niti ni bila tako huda. Nekaj let nazaj pa so nas evropske oblasti poslale po denar k svetovnim špekulantom. To je zadeva, ki utegne Evropsko unijo pokopati. No in zdaj tisto, kar v slovenskem okolju verjetno manjka, mnenja so sicer lahko na to nekoliko različna, je neko telo, nek gremi, ki bi razmišljal neobremenjeno o dolgoročnih vprašanjih obstoja in razvoja Slovenije. Ker politika tista, ki ima oblast in moč, sami vemo, je izpostavljena stalnemu ukvarjanju z volitvami, z volilnimi kampanjami. Volitve so vsake 2 leti, in nobena stranka, nobena politična grupacija, ki želi ostati na vrhu, ne more s tem, si privošči, da se s tem ne bi ukvarjala. In ko se vprašamo, kdo pa se ukvarja z bolj dolgoročnimi stvarmi, če pozabimo razne inštitute, ki to z veseljem počnejo za denar in v zvezi z zadanimi nalogami tudi proizvedejo študije, ampak dejansko se nihče ne ukvarja z dolgoročnimi vprašanji, kaj je s kakovostjo življenja državljanov Slovenije, kaj jo sestavlja, in v Državnem svetu je morda en zametek tega razmisleka. No, da bi malo konkretno prispevali k tem razmišljanjem še naprej, smo organizirali ta posvet, ki smo mu dali naslov Denar ali življenje, v katerega smo povabili 2 eminentna kolega, da na zelo konkreten način opozorita na dva vidika tega vprašanja. Prvi vidik je povezan z vprašanji korupcije. Ravno danes je bil tu v Državnem svetu zelo pomemben dogodek, kjer je skupina avtorjev na čelu z dr. Dobovškom predstavila knjigo, ki govori o sivi ekonomiji, o beli ekonomiji, o črni ekonomiji, ampak v bistvu je to vodilna tema, ki pravzaprav povezuje vsa bistvena vprašanja delovanja človeške družbe danes, ampak bolj bi rekel, jaz sem Bojano to omenil, parkrat mi pridejo naprej ti strokovnjaki kot neki forenziki. Oni znanstveno, politično, neodvisno, neobremenjeno proučujejo defekte družbene iz področja kriminalitete navzgor. Tako kot neki forenziki, ko gledate recimo tele filme, mogoče ko študirajo, kaj z nekim kolenom narobe, pa potem s kolkom, pretočnost življenjskih sokov ni najboljša, upogljivost ni dobra, potem na koncu ugotovijo, da je truplo mrtvo, ampak v bistvu ni vredno to izpustiti poti, ki pelje do tega. Zato je recimo tudi ta prispevek za tem delom, jaz sem bil impresioniran nad dosežki avtorjev praktično iz celega sveta, no tukaj so bili prisotni iz Slovenije, iz Italije, iz Avstrije, iz Srbije, kako so znanstveno opredelili nekatere najbolj pereče procese sodobne človeške družbe.
Več bo o tej temi kolega Dobovšek povedal. Potem pa zelo preprosto sem prosil Petra Vriska, da spregovori nekaj o vlogi in delovanju zadrug, o hrani, prehrani, ker tukaj se vse začne in konča. In premalo smo vsi skupaj pozorni na to, da so mogoče nekatere rešitve hudih težav sodobne človeške družbe skrite tudi v različnih pristopih do lastnine, do gospodarjenja. No in zadružništvo je ena od oblik, ki mislimo, da rešuje kar veliko vprašanj in za katere je vredno, da ji posvetimo več pozornosti. Tako da, še tole bi rekel, lepo nas pozdravlja zaenkrat tudi predsednik Državnega sveta, gospod Brvar, ki je na srečanju 4 predsednikov in se nam bo poskušal kar se da hitro pridružiti. Tako da jaz ob tej priložnosti naj še povem to, da je sedanje vodstvo Državnega sveta na čelu s predsednikom, sekretarjem, dr. Dušanom Štrusom, Ano Ivas, dalo bistven prispevek k temu, da smo materializirali tisto idejo, ki jo je že v prvem mandatu lansiral dr. Kristan o ustanovitvi kluba svetnikov, društva svetnikov in zato imamo tudi možnost, da smo danes tukaj. Več, mogoče kakšno besedo več o tem bom pa povedal potem, ko preidemo na občni zbor, ampak zdaj se posvetimo temu posvetu. Nekateri vodje podobnih srečanj imajo neprijetno navado, da se jezijo na prisotne zato, ker jih ni več. Jaz bi se obratno vam vsem zahvalil, vam izrekam iskreno zahvalo in priznanje, da ste se udeležili. Poudarek je tokrat na kvaliteti in poudarek je na naših 2 kolegih, ki bosta svoji temi nama predstavila. Torej, najprej dr. Bojan Dobovšek, izvoli. Lep pozdrav, bom nekako v okviru tega, kar smo se dogovorili. Jaz se vam zahvaljujem za vašo prisotnost, predstavil bom par teh mojih ugotovitev in pa da vidite, s čem se ukvarjam, če bo pa kakšen hotel več, pa se z veseljem, če ne drugače pri kavi usedemo pa pogovorimo, pa kot ste imeli vi občni zbor, bom pa nekaj skopiral, ko vidim, koliko vas je, da boste imeli za domačo nalogo za domov za prebrati. Jaz sem se ukvarjal veliko z organizirano kriminaliteto, sem eden od pionirjev tega, ki je razvil to dejavnost in sicer v to, da organiziran kriminal se ne ukvarja več s klasičnimi dejavnostmi, ampak je že zdavnaj prešel v gospodarstvo in to so zdaj iz gangsterjev prešli v banksterje. In to je problem sodobne družbe. Ravno prej, ko smo imeli posvet, smo ugotavljali, da organiziran kriminal je se vpletel v gospodarstvo, je v lasti, ima v lasti korporacije, je vpleten v politiko in vse ostalo. Tako da to je povsem nov fenomen. Ko sem o tem prvič pisal pred 10 leti v Sloveniji, niso hoteli objaviti, odzul sem dobil pa potem nagrado za najbolj priporočen prispevek v Evropi. Zdaj, če smo pogledali, je tema korupcije tista, ki je najbolj popularna in povezuje kot rdeča nit vse te probleme v svetu. Jaz sem se na veliko ukvarjal ne s tisto klasično korupcijo, kazniva dejanja, vsi prav, policija bo rešila korupcijo. Ne bo rešila policija korupcije, ker se korupcija vidi skozi finančne tokove in skozi tele pojave. Konflikt interesov, ni kazniv dejanje, je pa velika škoda. Rotirajoča vrata, o tem pojavu pri nas sploh ne govorimo. Drugega že imajo definiranega ne kot kaznivo dejanje, ampak prepovedano dejanje. Gre za to, da določeni ljudje rotirajo po določenih položajih iz gospodarstva v politiko ali pa v okviru enega sektorja, ne zaradi svojih referenc, ampak zaradi svojih zvez. Potem lobiranje, kar imamo jutri po svetu v Državnem svetu, spet ukvarjal sem se s tem negativnim lobiranjem, mi smo imeli Slovenci kup lobistov, ko pa smo sprejeli zakon, se pa niso registrirali. Potem trgovanje z vplivom, tudi eden od pojavov, ki ga ne uredimo, gre za to, da nekoga postaviš na nek položaj kot funkcionarja, kaj ti sam nočeš biti funkcionar, ker bi potem moral razkriti svoje premoženje, ga postaviš na tisto mesto, to mesto on ne zasluži in potem
trguješ z njegovim mestom, ker on bo lahko nekaj urihtal. In pa seveda zvezne in poznanstva, kar je še z prejšnjega sistema, in pa tisti najhujši problem neformalne mreže. Tukaj gre za to, da sem naredil raziskavo, razkril, katere mreže so v Sloveniji, izpostavil odvetniške, homoseksualne in ostale, potem je pa Ali Žerdin v svoji knjigi tem mrežam dodal še imena. Tako da, to so te pojavi, s katerimi sem se ukvarjal in skušal predstaviti javnosti. Zdaj že veliko o tem razpravljamo, tako da koraki so bili narejeni. Druga moja tematika je vezana na finančno kriminaliteto. Mi smo v tele knjigi, ki smo jo izdali tudi v Ameriki, prvič postavili tezo, da finančna kriza ni neka naravna katastrofa, ker če je naravna katastrofa, potem noben ne odgovarja. Mi smo postavili tezo, da je to finančna posledica finančne kriminalitete, ki so jo storile največje finančne institucije, od bank do bonitetnih hiš do vseh ostalih. Zato so potrebovali belovratniško kriminaliteto, se pravi specialiste, ki so nekako opravili za njih to delo, tako profesionalno, da to ni bilo moč odkriti, podprti z univerzam, ki so plačane spet strani teh istih, pa so se razvile teorije, da je to nekaj čisto normalnega. In tukaj gre za to teorijo Miltona Friedmana o prostem trgu, ki pa jasno v pogojih, če imamo na eni strani organiziran kriminal, ki ga ni nobeden upošteval pri tem prostem trgu, ne more enostavno delovati. Prav, to je ta segment in pa segment, ki me spremlja že dalj časa, in sicer moje raziskovalno delo na univerzi v Würzburgu v Nemčiji, pravna država in korupcija, delovanje celotnega sistema. Tukaj sva se s Cerarjem nekako razhajala, jaz sem malo širšo s tematiko zastavil, on ožje gleda na zadeve. Gre za to, da imamo 3 veje oblasti, zakonodajno, izvršilno in sodno, in so check and balances, drugo nadzoruje. Raziskave, ki smo jih delali v Nemčiji, so ugotovile, da ima največjo moč izvršilna veja oblasti, ministri, zato bitka za ministrske stolčke vsakokratna. In sicer gre za to, da smo ugotavljali, da si izvršna veja oblasti, ker so tam ključni igralci v politiki, si podredi zakonodajno, da postane stroj in dviga roke tako, kot si želi zakonodajna veja. Skušajo pa si podrediti tudi sodno skozi diskreditacijo sodstva, kjer pa sodstvo seveda obilo pomaga s tem, da kadruje na najvišja mesta. Lep pozdrav, bom nekako v okviru tega, kar smo se dogovorili. Jaz se vam zahvaljujem za vašo prisotnost, predstavil bom par teh mojih ugotovitev in pa da vidite, s čem se ukvarjam, če bo pa kakšen hotel več, pa se z veseljem, če ne drugače pri kavi usedemo pa pogovorimo. Pa ko ste imeli vijolični zbor, bom pa nekaj skopiral, ko vidim, koliko vas je, da boste imeli za domačo nalogo za domov za prebrati. Jaz sem se ukvarjal veliko z organizirano kriminaliteto, sem eden od pionirjev tega, ki je razvil to dejavnost, in sicer v to, da organiziran kriminal se ne ukvarja več s klasičnimi dejavnostmi, ampak je že zdavnaj prešel v gospodarstvo, in to so zdaj iz gangsterjev prešli v banksterje. In to je problem sodobne družbe. Ravno prej, ko smo imeli posvet, smo ugotavljali, da organiziran kriminal je se vpletel v gospodarstvo, je v lasti, ima v lasti korporacije, je vpleten v politiko in vse ostalo. Tako da to je povsem nov fenomen. Ko sem o tem prvič pisal pred 10 leti v Sloveniji, niso hoteli objaviti, odzul sem dobil pa potem nagrado za najbolj priporočen prispevek v Evropi. Zdaj, če smo pogledali, je tema korupcije tista, ki je najbolj popularna in povezuje kot rdeča nit vse te probleme v svetu. Jaz sem se na veliko ukvarjal ne s tisto klasično korupcijo, kazniva dejanja, vsi pravijo, policija bo rešila korupcijo. Ne bo rešila policija korupcije, ker se korupcija vidi skozi finančne tokove in skozi tele pojave. Konflikt interesov, ni kaznivo dejanje, je pa velika škoda. Rotirajoča vrata, o tem pojavu pri nas sploh ne govorimo. Drugega že imajo definiranega kot ne kot kaznivo dejanje, ampak prepovedano dejanje.
Gre za to, da določeni ljudje rotirajo po določenih položajih iz gospodarstva v politiko ali pa v okviru enega sektorja, ne zaradi svojih referenc, ampak zaradi svojih zvez. Potem lobiranje, kar imamo jutri po svetu v državnem svetu, spet ukvarjal sem se s tem negativnim lobiranjem, mi smo imeli Slovenci kup lobistov, ko pa smo sprejeli zakon, se pa niso registrirali. Potem trgovanje z vplivom, tudi eden od pojavov, ki ga ne uredimo, gre za to, da nekoga postaviš na nek položaj kot funkcionarja, kaj ti sam nočeš biti funkcionar, ker bi potem moral razkriti svoje premoženje, ga postaviš na tisto mesto, to mesto on ne zasluži in potem trguješ z njegovim mestom, ker on bo lahko nekaj urihtal. In pa seveda zvezdne poznanstva, kar je še z prejšnjega sistema, in pa tisti najhujši problem neformalne mreže. Tukaj gre za to, da sem naredil raziskavo, razkril, katere mreže so v Sloveniji, izpostavil odvetniške, homoseksualne in ostale, potem je pa Ali Žerdin v svoji knjigi tem mrežam dodal še imena. Tako da, to so te pojavi, s katerimi sem se ukvarjal in skušal predstaviti javnosti. Zdaj že veliko o tem razpravljamo, tako da koraki so bili narejeni. Druga moja tematika je vezana na finančno kriminaliteto. Mi smo v tele knjigi, ki smo jo izdali tudi v Ameriki, prvič postavili tezo, da finančna kriza ni neka naravna katastrofa, ker če je naravna katastrofa, potem noben ne odgovarja. Mi smo postavili tezo, da je to finančna posledica finančne kriminalitete, ki so jo storile največje finančne institucije, od bank do bonitetnih hiš do vseh ostalih. Zato so potrebovali belovratniško kriminaliteto, se pravi specialiste, ki so nekako opravili za njih to delo, tako profesionalno, da to ni bilo moč odkriti, podprti z univerzam, ki so plačane spet strani teh istih, pa so se razvile teorije, da je to nekaj čisto normalnega. In tukaj gre za to teorijo Miltona Friedmana o prostem trgu, ki pa jasno v pogojih, če imamo na eni strani organiziran kriminal, ki ga ni nobeden upošteval pri tem prostem trgu, ne more enostavno delovati. Prav, to je ta segment in pa segment, ki me spremlja že dalj časa, in sicer moje raziskovalno delo na univerzi v Würzburgu v Nemčiji, pravna država in korupcija, delovanje celotnega sistema. Tukaj sva se s Cerarjem nekako razhajala, jaz sem malo širšo tematiko zastavil, on ožje gleda na zadeve. Gre za to, da imamo 3 veje oblasti, zakonodajno, izvršilno in sodno, in so check and balances, drugo nadzoruje. Raziskave, ki smo jih delali v Nemčiji, so ugotovile, da ima največjo moč izvršilna veja oblasti, ministri, zato bitka za ministrske stolčke vsakokratna. In sicer gre za to, da smo ugotavljali, da si izvršna veja oblasti, ker so tam ključni igralci v politiki, si podredi zakonodajno, da postane stroj in dviga roke tako, kot si želi zakonodajna veja. Skušajo pa si podrediti tudi sodno skozi diskreditacijo sodstva, kjer pa sodstvo seveda obilo pomaga s tem, da kadruje na najvišja mesta ljudi, ki se jim da marsikaj očitati. Sprav, sodstvo bi lahko odigralo večjo težo. Zdaj, državni svet, jaz ga zelo podpiram, delo državnega sveta zelo podpiram, ker vidim tisti korektiv, ki pa lahko družbi predstavi, kaj gre narobe, in ga vidim zelo kot neodvisen organ, bolj v tem trenutku kot sodstvo, ker državni svet opozarja na napake in jasno, da je tendenca izvršne veje oblasti, da bi ukinuli državni. Pa še lepo se sliši, ker bi prihranili toliko in toliko sredstev. Zdaj, tisto, s čemer sem se jaz posebej ukvarjal, je moč, četrta veja oblasti je po defaultu so mediji, ampak jaz pravim, 5. veja oblasti je organiziran kriminal, korporacije, ki so podprte s tem in te v bistvu vplivajo na vse 3 veje oblasti, in tukaj sem se ukvarjal s tako imenovanim pojavom state capture ali prevzem države. In videli smo, recimo v Ameriki in druge korporacije, s tem, ko financirajo volilne kampanje, si podredijo izvršno vejo oblasti, da jim je potem dolžna. Za Evropo velja malo drugače.
da so to ključne banke, to, kar je kolega Kavčič omenil, tisti, ki obvladujejo finance, pritiskajo na izvršilno vejo oblasti. Za tranzitne države je značilno to, zakaj je takšna bitka za banke, zato ker tisti, ki obvladuje banke, obvladuje tudi državo. To je pri nas zaenkrat, ker so banke v državni lasti, še lahko vlada. Tako da pri tem smo naleteli pa še na en pojav, ki je zame zelo zanimiv, v okviru tega pojava state capture, prevzem zakonodaje. Kaj smo videli? Videli smo, da zakonodaja, ki bi morala nastajati v parlamentu, nastaja v bistvu izven parlamenta v nekih svetovalnih skupinah, ki so pa zopet podprte strani tistih, ki imajo največ denarja, to so pri nas ali odvetniki, ali borzniki in ostali, in mi v bistvu sprejmemo zakonodajo, ki so jo pisali te ljudje. Tipičen primer bi lahko izpostavili, recimo, večkrat zdaj v medijih, Nina Plavšak, stečajna zakonodaja. Ona je pisala zakonodajo, ona je svetovala od T2 do Laškega do vsem ostalim in potem ima tudi izobraževanja za sodnike. In 5-krat zaslužil v eni verigi. Ampak ta zakonodaja je slaba, če daste ven preveriti to zakonodajo. In to je prevzem zakonodaje in to je ključen problem našega parlamenta. Zakonodaja nastane zunaj in je v interesu teh skupin, vlada pa jasno poklekne tem interesnim skupinam. Sodstvo je pa itak del te igre. In s tem primerom sem se jaz največ ukvarjal ravno v Nemčiji. Pol bi pa izpostavil še ta zadnji segment, katerega smo imeli danes knjigo, neformalno ekonomijo. V svetu obstajata dva trga, legalni pa ilegalni trg. Ilegalni trg priznam 25% do 50%. Morate vedeti, da na ilegalnem trgu se ravno tako obrača denar, izmenjava dobrin, vendar se ne plača davko. To je osnovna definicija. Zdaj, če te vprašali pravnika, kaj je nelegalen trg, to je tisti, ki je prepovedan, če te ekonomista je nelegalen trg tisti, ki sicer prinaša dobičke, vendar se ne plača davko, če te pa politike vprašali, bo pa nelegalni trg dopuščal, zato ker bo imel socialni mir in bodo volivci volili za takšnega politika. Zdaj, s čem sem se jaz tukaj ukvarjal, kot prvi sem postavil tezo, to govorim v svetu, ne sam pri nas, da imamo neformalno ekonomijo, ki jo sestavlja črna ekonomija, to je prepovedana. Droge so prepovedane, nezakonite, ampak to je največji trg na svetu. Papira se ne plača davko. Druga je siva ekonomija, to je tisto, kar vse države urejajo. Ko navaden, majhen človek gre, popravi vodovod in ne prijavi vodovodar davka, pravi, oba sta zadovoljna, ta je dobil malo cenej, on pa ni plačal davka. In vsi to reguliramo, ampak to je čist majhen segment. Najbolj pomembna je pa bela ekonomija. To je pa, ko korporacije delajo povsem enako kot tisti majhen človek, samo z veliko denarja. Korporacije se izogibajo plačilu davka. Vidite, Juncker v Luksemburgu je naredil predvsem to. Korporacije so selile sedeže, Luksemburg ali pa še dalj, samo zato, da so se izognali davko. Seljenje industrije na vzhod, prijava v davčnih oazah in podobno. O tej beli neformalni ekonomiji se nič ne govori, nihče jo ne regulira. Pa če bi začeli to regulirati, pa bi tukaj pobrali tista prav denar. Prav, to je delo te zadnje knjige, smo pa navezali seveda na najbolj sodobno tematiko. Tukaj vidite, da jaz sem to knjigo predlagal 2 leti, predno je ta mesec izšla, in sem rekel, zakaj moramo to obravnavati? Zaradi neformalne ekonomije, ki spodbuja migracije. Zdaj pa problem je zdaj izbruhnil. Jaz sem ga opazil že takrat, da bo. Se pravi, vse te migracije so gonjene z neformalno ekonomijo. Ljudje na vzroku problema nimajo dela, zato ker so prišle korporacije v Afriko in države tam, ker so imele svojo proizvodno. Proizvodna je jasno primitivna in draga, korporacije so prišle s poceni produkti in uničile domačo proizvodno. Zdaj, te ljudje tam pač nimajo dela, zato bežijo v Evropo. Pa še obljubljeno ime, kako je v Evropi vse v redu. In spet so tukaj problemi gospodarski.
Tako v ciljni državi, kot v tisti prvi. Problem imamo pa tudi v tem, da recimo v Evropi ne vemo, kaj bi s temi ljudmi. S kolegom sva se pogovarjala iz Univerze La Sapienza v Rimu. Rim 3,5 milijone prebivalcev plus 1 milijon ljudi, ki živi v favelah. Ki niso prijavljeni, ki delajo na črno in vse ostalo. Si zamišljate to razmerje. In tako je v vseh velikih mestih. Vse v Parizu je podobno. Sarkozy je pred leti s policijo kot umiril zadeve, pa jih je sam prikril in bodo zopet izbruhnili. Ampak je on zmagal na naslednjih volitvah ravno zaradi tega, ker je s policijo prišel pa kot naredil red. Zato tak poraz teh desnih policijskih držav, mi je spravo. In če zaključim, bom zaključil tako, da imajo ljudje organiziran kriminal radi. Zato, ker jim daje tisto, kar jim ne daje država. Država mora tekmovati, to je ta dobra država, tekmovati z organiziranim kriminalom, tekmovati s korporacijam in postaviti sistem, ki ga bo upravljala v korist državljanov. Dokler pa to ne bo, bodo pa ljudje imeli kriminalce radi. Ker na Siciliji, recimo, če potrebujete delo, gre oče k Donu, reče, moj sin rab delo in naslednji dan ima delo. Kdaj in kako moraš to vrniti, nikogar ne zanima, ker takrat ti je rešil problem. In Al Capone se je zagovarjal na sodišču, jaz nisem delal nič drugega, kot dajo ljudem tisto, kar so želeli, kaj jim je dajo alkohol. Robin Hood, modern Robin Hood, ki je kradel bogatim in dajo revnim. To se sedaj dogaja. Krst korporacijam in dajati revnim. Punce si ne more prvošati Louis Vuitton torbice za 2000 evrov, lahko pa dobijo ukradeno ali ponarejeno za 200 evrov. In pri nas narodni heroj Martin Krpan, kaj je delal? Švercu je bil prašek. A zdaj kakšne paralele lahko vlečete, a ne? Plus tega je pa kaj zanimivo v tej zgodbi? Da je on edini dobil od cesarja dovoljenje, da ta prašek lahko šverca. In tudi to je danes pomembno, da ti država da dovoljenje, da si ti ekskluziven, da nekaj lahko delaš. Se pravi, nič novega. In zdaj, če rečemo življenje ali denar, kot je naslov tega posveta, je mafija že zdavno ugotovila, da najprej delala na silo, pa so ljudje to naredili, pa so nekateri izgubili tudi življenje. Danes so ugotovili, da če to delaš s korupcijo, kar pomeni z denarjem, da bo ta človek to bolj z veseljem in bolj profesionalno naredil in ga boš imel navezanega na daljši rok. Toliko za tisto osnovno, če pa kaj, pa se lahko še pogovorimo ali pa kaj dodatnega. Hvala. Hvala, Bojan. Mislim, da smo dobili dobro diagonalo čez problematiko centrov moči v sodobni družbi, kakšno je stanje, kakšna je evolucija bila tega in kakšne so perspektive. Potem v nadaljevanju po točko 5 seveda boste imeli možnost o zadevah še kaj vprašati ali povedati svoje mnenje. Zdaj bi pa prosil, da pride zagovorniški oder kolega Peter Vrisk, z katerim smo se dogovorili, da bo nam povedal nekaj osnovnih misli z področja zadružništva kot priložnosti na področju kmetijstva, prehrane, trgovine in financ. Čestitke Bojanu Dobovšku za čudovito predstavitev in to v taki obliki bi bilo fajn, da bi tudi, danes nas je manjše število tukaj, ampak v kratkih besedah povedano bistvo problema v naši družbi, pa tudi širše. Sam sem kot načelo zadružnega sistema že kar nekaj let, pa tudi naše deželne banke, ki se za njo že dolgo borimo, te stvari preizkušal, dejansko na svoji koži preizkušal, kaj pomeni, če poskušaš v neki družbi delovati načelno za svoje članstvo, če se ne pokoriš nekim političnim ali kapitalskim lobijem in seveda danes je pri nas tako, če nisi člen nekje v tej verigi zraven, pa če koliko toliko uspešno dela, si nezaželen. In vsak te želi nekako dobiti pod svojo streho in potem seveda je treba biti zelo trdoživ, da to preživiš, ampak tako je in dejansko res v kratkih besedah vse povedano. V bistvu naslov tega današnjega posveta Denar ali življenje jaz jemljem kot nekako, kako priti do bolj pravične družbe.
Zdaj tudi zadružništvo lahko rečemo, da je pred 150 leti nastalo ravno zaradi tega, da bi nekako poskušali napraviti neko bolj pravično, neko bolj socialno družbo. Sam sem osebno prepričan, da je tista družba, torej ima perspektivo na dolgi rok, kjer imamo nekje en večji procent tega tako zvanega srednjega sloja, torej ljudi, ki nekako delajo, imajo delo, potem tudi trošijo, torej da se zavedamo v tej verigi, da moramo vsi živeti, ne tako kot je zdaj, torej da se imamo, ne vem, tisto malo peščico neizmerno bogatih, na drugi strani se ta krog revnih vedno bolj širi in vse to vodi do v svetovnem merilu in pa tudi, če v sami Evropi gledamo, bo sigurno pripeljalo do nekega momenta, ko bo vse počilo, ker tako kot se zdaj to dogaja, pač ne more naprej. Ko se ozremo na Slovenijo kot tako, si včasih mislimo, se mi smo majhni, se mi v tem globalnem okolju ne vem, kaj ne moremo, ampak najprej moram začeti drugače razmišljati pri sebi, ne? Pa potem v tistem svojem najožjem krogu in tako naprej. Mi smo z Bojanom pa z nekaterimi ostali tukaj prisotni, mi že dolgo, kar nekaj časa se poznamo, pa smo tudi že marsikaj teh in podobnih tem predebatirali in mislim, da se da torej iz nekega ozkega kroga se da prenesiti neke pozitivne energije tudi širše, vendar treba biti vztrajen, ne sme se podlegati nekim trenutnim javnim mnenjem, ki so pač takšna ali drugačna. Prej že Bojan povedal, da tisto, ko ima kapital, obvladuje praktično vse. Vidimo, da tudi v politiki nažalost je tako, da tisto, ko ima denar, lahko tudi oblikuje politiko takšno ali drugačno. Meni je najbolj problematično v vseh teh letih to, da tisti, ki ima denar, plačuje medije in jih absolutno obvladuje. To se mi zdi pa, težko je zdaj reči, kaj je v verigi prej, ampak za mene osebno najbolj ključni problem je torej, da od teh, ki so v tej družbi največ vzeli tistega, kar jim ne pripada, imajo denar, plačujejo medije. In v teh ljudeh se praktično nič slabega ne piše. Oni se pojavljajo v vseh teh, bi rekel, raznih revijah, kjer so dobrotniki, kjer daruje za uboge otroke, za ono, za ne vem kaj, in so v bistvu v soju žarometov in pač tisti, ki malo bolj poznamo ozadja, vemo, kaj to je, ampak oblikuje se neko javno mnenje. In v bistvu nekdo, ki pa lahko dobro in pošteno dela, ki je moteč faktor, ki poskuša kaj resno spremeniti, ga pa z nekaj grdnimi članki lahko hitro v javnem mnenju postavijo v neko luč in takšnih primerov pri nas že gre precej. In veliko je že bilo teh poskusov v preteklosti, kako, bi rekel, obrnati to kolo teh dogajanj v tem našem prostoru, vedno znova se stvari potem obrnejo drugače. Jaz upam in sem prepričan, da je mogoče zdaj so pa prihajajo neki časi, ko se pa tudi z nekimi ljudmi novimi zopet lahko te stvari nekako drugače postavijo. Jaz teh splošnih zgodb o zadružništvu ne bi ravno govoril, mogoče na kratko, da v slovenskem prostoru smo, kar se tiče, če pogledamo v širšem evropskem prostoru, smo nekako najbolj močni na kmetijskem področju. Tudi sicer v Evropi in pa tudi v svetu je procentualno kmetijsko zadružništvo nekako najmočnejše, so pa izjemno pomembne tudi druge oblike zadružništva in mogoče to lahko rečem, saj ne bom rekel, nismo idealni. V tem slovenskem prostoru te kmetijske zadruge obvladujemo nekje 80% inputa in outputa v kmetijstvo, imamo pomemben vpliv na podeželjo, veliko se govori o skladnem regionalnem razvoju. Mi o tem ne samo, da govorimo, ampak to tudi delamo. Mi nismo zapirali teh manjših in pa srednje velikih vaških trgovin kot veliki trgovci. Naša deželna banka ni nobene poslovalnice praktično zaprla, kvečemo še zdaj v tej krizi, še kje odpremo, ker velike banke z državnim kapitalom zapirajo, brez da bi se o tem na terenu kaj razpravljalo. In mi tudi na nekaj teh punktih smo odprli, tako da se trudimo, da smo blizu ljudem, gledamo, da se dohodek v tej verigi nekako pošteno in pravično porazdeljuje. Seveda, skozi smo deležni nekih pritiskov takih in drugačnih, vsaka politika na novo, ko pride, si predstavlja zadružništvo z nekega svojega zornega kota, seveda želi nas pokoriti, ker ve, da je to neka mreža po terenu, da je neka, bi rekel, struktura, ki ima neko zgodovinsko, bi rekel, dogajanje tudi 100 in več let in skozi so te borbe, da ostanemo samostojni. To se mi zdi izjemno pomembno.
V tem času se veliko govori tudi o oblikovanju tudi drugih oblik zadrug, tako da jaz mislim, da veliko perspektivo imajo pri nas tudi delavske zadruge, socialno zadružništvo, seveda zdaj prizadevanje so, da bi se tudi novinarji ponekod povezovali v zadruge, zdravniki in tako naprej. To se mi zdi izjemno pozitivno. Zdaj zadnje čase slišimo tudi, da bi se naj trgovski sistem tuš. Ravno danes neke članke bral, zdaj sicer to je malo taka zgodba, ne, politika se loteva reševanje tega problema, tako da pokličejo mene, pravi, vi ste zadružna zveza, vi imate banko, vi pa zdaj lahko tu še rešite, ne, vi boste zdaj to oblikovali zadrugo in sem rekel, ljudje, lete, pa vse to je, poglejmo številke, ne, zdaj ne vem, kdo lahko to kaj napravi, ne, tako da se včasih to malo naivno predstavljajo. Zadruga ni to, da se 5 siromakov spravi skupaj in bomo malo delali pa fajn živeli. Zadruga je to, da trdo delamo, ne zapravljamo, smo pošteni drug do drugega in na dolgi rok sigurno preživimo. Ne? In če bi gledal ta naš zadružni sistem, kot sem rekel, ni vse zlato in vse super, ampak skoraj ni nekega primera, kjer bi rekel, da je v katerikoli teh naših zadrug prišlo do nekih tajkunskih prevzemov, neke kraje, neke, ne vem, tega praktično ni bilo, ampak ne bom rekel, da so vse fajn in super dela, marsikaj bi lahko bilo še boljše, ampak zato je tudi to premoženje edino, ki je nekako ostalo. Tudi naša deželna banka, lahko rečem z gotovostjo, da verjetno bo edina banka, ki bo ostala torej v zadružni lasti, v lasti ljudi, da tako rečem, bo ostala tudi slovenska, kar se mi tudi pomembno. Smo v širšem globalnem prostoru, jaz nisem za to, da se zaplankamo, da ne vidimo čez meje torej te naše Slovenije, ampak glejte, prav je, da v tem lokalnem okolju izkoriščamo svoje resurse, pa naj bo to hrana, dobra industrija je mogoče malo drugače, tam je pač ta globalni trg nekako bolj pomemben, bolj vpliven, pa tudi kar se bančnega dela tiče, nekako vidimo in bomo videli v prihodnosti, da jaz si ne predstavljam, zdaj vi ste, nekatere banke se Slovenije umikajo, pač tisti, ki bomo tukaj ostali, bomo pač seveda absolutno financirali naše kmete, naše delavce, naše zadruge, naše podjetja. Ta velika podjetja ne bo problem tudi financiranja od velikih evropskih bank, kar se tiče pa kreditiranja fizičnih oseb in pa malih gospodarskih subjektov, bojo pa seveda po mojem kaj precejšnje težave. In tu bo kar velik problem in to, kar je že prej bilo povedano, jaz vedno trdim, da so banke so hrbtenica gospodarstva, tisti, ki obvladuje banke, obvladuje politiko, obvladuje medije in vse. Absolutno. Ker tam drobtinice v banki se vrtijo tako veliki denarji, da drobtinice, ki padajo dol, ki jih nihče ne vidi, pod narekovajem, lahko, bi rekel, medijski prostor obrnejo tako ali drugače. Zdaj pa seveda aktualna politika pa to seveda lahko vidi ali pa ne vidi. Ne? Jaz mislim, da ni nihče, ko enkrat prije na oblast, da tega ne vidi, je samo vprašanje, ali je toliko močan in zavesen, da reče, temu bomo napravili konec. Ne? Ampak očitno, da se pač tudi političnih krogih se stvari nekako menjavajo, da pa slejko prej pa ta kapital iz ozadja, ki ga najprej ni videti, ne? Ker enkrat vidimo določene ljudi, ki smo jih že odprej poznali z nekih bivših zgodb, ki so zopet nekje na vrhu. Ne? Pa smo že mislili, da jih več ne bo, ne? In je zopet na pomembnih pozicijah, tu pa tam še kak medij mogoče kaj napiše, veliko pa ne, takoj vtihne. Takoj se vtihne in potem zgodba teče naprej. Tako da jaz si upam trditi, torej, da je, ne bi teh splošnih tez ne bi, ker smo pač tisti, ki smo tukaj, smo o teh zadevah že prav gotovo seznanjeni. Zdaj mogoče toliko, da zadružništvo je pač v svetovnem merilo najbolj številčna dejavnost, milijarda članov po celem svetu, ogromno število delovnih mest, praktično ni države, ni političnega sistema v svetu, kjer ne bi zadruge tako ali drugače bile prisotne. Zdaj v tem zadnjem času vidimo tudi, da to se mi zdi dobro, da javnost zadružništvo bolj pozitivno sprejema, ob tem, ko je ta kapitalizem takšen, kot smo ga videli zadnjih 20 let, nekako se sam v sebe sesu. Seveda družba išče, kaj so tiste nove, boljše oblike gospodarskega delovanja, sodelovanja in nekako ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi se zadružništvo daje bistveno večji poudarek, vendar pa moramo biti tukaj previdni, da ni to zdaj neka iluzija zadruge kot nečesa kar tako, ampak jaz se vedno pravim, to je trdo delo na dolgi rok. To isto, ko je meni oče na kmetiji vedno rekel, glej, na kmetiji bogat nikoli ne boš, preživel boš pa vedno. Vedno boš imel za hrano in boš preživel. In to se mi zdi pač ključnega pomena.
Prav, torej. Jaz mogoče, še mogoče par številk, recimo, če gledamo kmetijsko zadružništvo v Evropi, bil sem sam tudi kar nekaj let tudi kot podpredsednik največjih teh evropskih organizacij Cope-Cogeca v Evropski uniji. Tam vidiš, kaj to dejansko pomeni. 6,2 milijona kmetov, če gledamo kmetijsko zadružništvo, je članov, torej 22 000 kmetijskih zadrug, recimo, in pa ta kmetijsko-živilski sektor je v Evropski uniji daleč najpomembnejši, glede na število delovnih mest, kapitala, ki se obrne, ker ko mi gledamo kmetijstvo kot tako, ne sme videti samo kmeta, ampak je videti, koliko je tu zraven povezani še drugi dejavnosti, tako da, seveda, jaz ne zato, ker se pač iz tega dejavnosti izhajam, da to poudarjam še posebej, ampak mislim, da je se treba tega pomena dejansko, da se ga vsi skupaj zavedamo. Toliko, zdaj prej že predsednik Blaž Kavčič je že okoli tega prehranske problematike. Pomembno se mi tudi to, da v teh zadnjih letih hrana postaje neka vrednota, zemlja postaje neka vrednota, voda in tako naprej. Vse dejavnosti so pomembne. Ne vem, jaz se ukvarjam z eno dejavnostjo, ti se z drugo, on se s tretjo. Mi smo na tem trgu, kjer med seboj pač s temi resursi nekako trgujemo. In hrana pač torej vidimo tudi, kaj se v medijih, tudi okoli hrane zdaj govori, vsak dan imamo, ne vem, na vsakem drugem kanalu so neke oddaje o pripravi hrane in tako naprej. Če hočemo biti neka zdrava družba, tako v političnem, ekonomskem smislu, potem je sve pomembno tudi to fizično zdravje, ki je pa pomembno, torej zdaj lahko šparam pri hrani, ki predstavlja nekje 10 do 15% mojega proračuna, vlagam denar v neke druge zadeve, ki se mi zdijo pomembne, pa niso, šparam pa pri hrani, kjer pa si uničujem zdravje, recimo. Zdaj vidim, v zadnjih letih se to nekako, ta miselnost spreminja in to se mi zdi prav, torej zdrav duh v zdravem telesu in zdravo razmišljanje in sodelovanje, bi rekel, ljudi med seboj na neki pozitivni ravni, da se zavedamo, da moramo vsi živeti, da vsak od nas, pa vsak, kjerkoli, kamorkoli gremo, vsak človek ima v sebi neko tehnico, ki mu reče, a je nekaj prav ali ni prav, a lahko vzamem tole ali ne morem, a mi tako zadc pripada ali mi ne. Absolutno vsak ima. To je vprašanje, ali to vse poslušam ali ne. In zdaj, če je družba na globalni ravni naravnana tako, da dajemo pobrati, kar lahko, ko prijemo na funkcijo, potem je temu tako. In nažalost smo v Sloveniji, mislim, da v neki fazi, kjer dejansko, pa se vrtim v raznih krogih, pa redko kdaj spoznaš koga, za katerega reči, ta pa res dela korektno in pošteno in ne bi šibico zdaj, če bi imel možnost. Takšni pač smo. Tako kot vodilni v podjetju vpliva na ljudi navzdol, kako pač naj delajo, tako pač tudi globalna politika daje nek tempo, nek ritem v družbi in potem, ko mali človek vidi, kako se drugi ljudje obnašajo, reče, če oni, zakaj pa jaz ne bi. In jaz mislim, da mi smo sicer nas je mala skupina zdaj letula, ampak mislim, da vsak od nas lahko v svojem okolju nekaj premakne. To je zaenkrat, hvala lepa, pa potem še v razpravi kaj. Hvala, Peter. Tako na nek tak neposreden način smo spregovorili o zadevah, ki so bistvene za življenje, o hrani, o gospodarstvu, o denarju, o korporacijah, mogoče bi o financah, mogoče bi samo povezal malo te dve temi, pa potem vas povabim k besedi. Nismo nič rekli sicer o energiji, da nas ne bi debata potegnila, Bojan mi glede nekaj malega omenil, ampak energija je eden izmed teh življenjskih tokov in zadružništvo in korporacije, ki sta jih obdelala kolega, lahko mogoče povežemo z eno mislijo. Pri proizvodnji energije, brez katere ni življenja, kaj je bolj pomembno? A so bolj pomembni profiti korporacij, ki vlagajo denar v energetske objekte, ali je bolj pomembna energija? In novi odgovori na to vprašanje se recimo tudi v Nemčiji pojavljajo. V Nemčiji je zelo intenziven proces prevzemanja energetskih objektov strani lokalnih skupnosti. To je neka rešitev, ki je primerljiva z zadružno rešitvijo, katere bistvo je, želimo imeti
kolikor se da prijazno proizvodnjo in distribucijo energijo zaradi energije, ne zato, da bo neka špekulativna finančna globalna inštitucija z proizvodnjo in prodajo energije kovala ekstra dobiček. No, take vrste debate se mi zdi, da so včasih lahko koristne. Hvala lepa obema uvodničarjema za to debato in zdaj odpiram razpravo na to temo. Izvolite. Ja, profesor Glavič. Hvala, lepo pozdravljeni. Zelo zanimivi predavanji, aktualni. Nekaj komentarja k enemu in drugemu. To, kar mi manjka pri vas, je okoljski kriminal, ali kako bi mu rekel, ne? Kjer se kapital okorišča s tem, da prekomerno izkorišča vire in onesnažuje naše okolje, kar je mogoče celo bolj usodno kot pa katera od sive in črne ekonomije. Tako da bi veljalo to vključiti v to, ne. Tudi kar se Plavšakove tiče, imamo mi izkušnje z njo iz leta 1995 naprej, ko se je šlo za Agencijo za trg vrednostnih papirjev in drugo razlastitev Slovencev, ne, v vzajemnih skladih. Več vzajemnih skladov je bilo takrat prizadetih. In seveda ta je delovala v korist, ne, takratnega še skromnega kapitala, pa proti, ne, množičnemu kapitalu, ki ga recimo v zadrugah vidimo, ne. Zadeva se je razpletala potem naprej, ne, do te zadnje bančne krize, kjer je bilo prizadetih okrog 500 000 Slovencev in izgubilo 100 000 neposredno kot delničarjev bank z vlogo 1380 evrov povprečno, ne. Seveda, tu je zdaj povezava s kriminalom tem, da je v tej fazi pa nastopil mednarodni finančni kapital kot tisti, ki je Slovenijo, ki edina ni razprodala bank in podjetij od teh, ne, novih članic, potem ne ugotovo, zdaj pa prilika, da se to naredi, ne, in je to tudi naredil. Zadeve so bile dejansko kriminal, ne, ker smo videli, ne, torej sklep o razlastitvi, zakon je bil sprejet že leta 2012 pod Janševo vlado, potem pod vlado Bratuškove, bi rekel, izpeljan, ne, in pod Cerarjevo vlado podprt, ne. Ko je šel, ne, finančni minister pa predsednik v Bruselj, je nazaj prišel, ne, čisto drugi človek, ki je potrdil vse tisto, kar so naredili prejšnji dve vladi, ne. In seveda, tu imamo zdaj veliko dokazov tudi, kako je ta mehanizem tekel, ne, preko Evropske komisije v sodelovanju z Evropsko centralno banko. Seveda, tam, ko sem videl, ne, na vaših diapozitivih, ne, Američani so intenzivno sodelovali, ne, in ne moramo odplačati dolgov predčasno po tistih visokih obrestih, ki smo jih dobili od ameriškega kapitala, ne, ampak moramo vračati vse tiste obresti. In seveda je zaradi tega Slovenija, ne, močno prizadeta, da je padla v drugo skupino držav, kot je bila prej, in bo imelo to dolgoročne posledice. Zdaj seveda, če gledamo to v tej luči, potem je tudi jasno, kako zdaj potekajo te intenzivne razprodaje, trenutno še v gospodarstvu, na kar bo sledila še infrastruktura in na koncu še javni sektor, ne. Torej, to bomo videli, ker to je denar, ki se obrača, ne, seveda
Vodo smo zaenkrat v tem trenutku še mogoče obranili, ne, ampak to je samo, bi rekel, ne, tako kot ste vi pokazali, če je potrebno, da žrtvujejo kmeta za to, da dobijo partijo. Ne. In tu seveda pridemo do tega, ne, da je seveda recimo ravno bančni sistem hrbtenica gospodarstva, ne, ali tisti, ki poživlja, ki poganja kri po obtoku. Slovenija se je začela razvijati približno pred 120 leti, ko so bile ustanovljene prve posojilnice, hranilnice in posojilnice, in brez tega seveda ne gre. Ne. Torej, tu je zdaj, bi rekel, zelo močen poudarek tega mednarodnega kapitala, da se dobi to v svoje roke. Ne. Zdaj, če pogledamo samo po kakšnih cenah, se je prodala nova KBM, ne, ko si lahko tisti, ki jo je kupil, ta prvi dan da izplačati celotno kupnino in bo še vedno banka popolnoma kapitalsko ustrezna. Ne. Zdaj sem ravno bral analizo evropsko, po kapitalski bogatosti smo prva država v Evropski uniji. Ne. To je zaradi tega, ker smo dali popolnoma nepotrebna sredstva v banke in ta sredstva zdaj za tako rekoč smešno vsoto dobi ta tuji kapital. Ne, nič ni čudno, da je to ameriški kapital, ne, ki pa složno dela s slovenskim, to tudi vidimo pri teh tip zadevah, ki se pojavljajo. In seveda, zdaj, ko gledamo tu zadružništvo, ne, je potem seveda treba reči, ne, da samoupravna podjetja so bila v bistvu zadruge. Ne. In te zadruge ste skupaj z krščani pomagali uničiti. Ne. Tako da tu je bilo dosti kratkovidnosti. Ne. Pri nas so se Španci učili, ne, to, kar zdaj imajo, pa nam postavljajo za zgled. Ne. Ampak to je bila zasebna nerazdelna lastnina, tipično zadružna, in je tudi izhajala iz tega, iz Krekovih zadrug, Kardeljevih, ne, to ni kakšna jugoslovanska iznajdba, to je slovenska iznajdba v Jugoslaviji, ta samoupravni sistem bil. Ne. In zdaj, ne, seveda, ni nobene pomoči države, najbrž tudi ne sme biti v to smislu, da bi se zdaj to na veliko organiziralo. Ne. Ljudje, zaposleni pa to težko naredijo, tako da ne, tu bo zelo težko. Ampak seveda zavedati se pa moramo nečesa. Ne. Brez gospodarske suverenosti ni politične in brez politične ni kulturne, to je jezikovne. Ne, jaz sem o tem pisal nekaj v zadnjem času tudi. Ne. Mi imamo že nekaj podjetij v severozahodni Sloveniji, kjer direktorji, ne, ki so v prvi fazi še domači, zato ne, to je neke vrste zahvala tistem, ki so poceni prodali, ne. Še Slovenci v naslednji fazi niso več in tudi ne znajo več slovenskega jezika. Tako da, ko jaz grem za moje društvo, ne, za donacijo, moram se pogovarjati nemško ali angleško. Ne. In zadnjem obisku pred 2-3 tednoma mi je tajnica celo namignila, da bi bilo zelo dobro, če bi jaz prošnjo prenesel v nemškem jeziku, ker bi on boljše razumel, zakaj gre. Ne. Tako da malo vemo, kje se stvari nehajo. In seveda, ko bomo postali dokončno, ne, to ni več dolgo, ne, ampak če rečemo še infrastruktura, pa šolstvo, zdravstvo, ne, zdravstvo je že zelo blizu temu, zdaj bojo štrajkali zaradi tega, da se to čim bolj pospeši, ne. Potem bomo seveda se zbudili, ne, ampak takrat bo prepozno. To nazaj vzpostaviti je mogoče samo s krvjo, ne, kar pa naj bi ne bil cilj te države. Hvala. Hvala za ta bogat vsebinski dodatek. Želi še kdo besedo? Ja, kolega Vošek. Sam toliko bi še dodal, glede na omejitev tistih 12 minut, ko smo se dogovorili. Na Fakulteti za varnostne vede imamo predmet ekološka kriminologija in kriminaliteta. Jaz sam predavam tam par problematik in sicer gre prvič za
uničenje živalskih in rastlinskih vrst, drugič gre za korporacije, ki preko obvladovanja, kot je Monsanto in podobno, uničujejo ravno to, tretjič gre za celo industrijo predelave odpadkov, ker prednačijo mafija, Camorra in ostali, potem gre za uničevanje gozdov preko goloseka, gre za nelegalno ribištvo in še nekatere zadeve. Tako da to je resen problem sploh v državah v tranziciji in razvoju, kjer pridejo veliki igralci in nam ekološko uničijo državo. Če pa Slovenijo jaz vidim kot tisto, ki je, recimo tujci so meni opisali, kako jo oni vidijo, very clean and very green. In jaz bi si želel, da takšna tudi ostane. Hvala. Mogoče samo še na to področje je zelo dobro obdelano v knjigi, ki je zelo šla nedavno tega tudi v slovenskem jeziku. To vse spremeni je naslov avtorica Naomi Klein, This Changes Everything, kjer z eno besedo celotna knjiga se vrti okrog teze, ki je dokazana, da je ključ okoljskih problemov na Wall Streetu, se pravi špekulativni kapital je tisti, ki dejansko uničevalno deluje na kakovost človekovega, naravnega pa tudi družbenega okolja. Še kdo želi besedo? Hvala lepa. Ja, še? Ja, prosim. Profesor omenil NKBM, pa kljub temu moja tema sicer ni bila posebej bančništvo, ampak kot nadzornik v Deželni banki sem že nekaj let pet tudi to dogajanje, vidim, kako tudi regulator Banka Slovenije postopa v teh zadevah in gledajte, mi smo torej brez, da bi Slovenija nudila kakršenkoli odpor, torej se je razlastilo praktično vse lastnike slovenskih bank, ki so bile v težavah, ampak ne tako slabe, da bi se to moralo zgoditi. To je ne drugi, celo tretji nivo uradnikov v ECB-ju in pa pri nas je te posle peljal, brez da bi tu bila neka javna razprava odprta. Mi smo samo vedeli, da je neka kontrola Evropske centralne banke prišla in pa se je zgodilo, kaj se je zgodilo. Potem smo dali skoraj 5 milijard v te banke not, da so zdaj tako, kot je bilo rečeno, tako nenormalno kapitalsko ustrezni, da to ni več ničemur podobno in ničemur ne služi. To je mrtev kapital, ki ničemur ne služi. In zdaj ta primer NKBM, zdaj ne vem, ali je to slučaj ali je to kaj posebej usmerjeno v to, torej vse naj bi šlo v Apollo sklad. Torej ta Apollo, zdaj jaz tudi govorice so, to je pač tudi naš kapital, ki je šel ven in tako naprej. Ta zgodba za NKBM, se to je čisti kriminal. Če tu nekdo ne vidi, da tu nekaj ni, potem pa ne vem kaj. In nihče o tem nič. Tu pa tam se je malo nekaj zapisalo, jaz sem nekajkrat že okoli tega tudi na teh bančnih posvetih povedal, ampak ne vem, zadnji bančni posvet, ki je bil Brdo pripravljen, 150 bančnikov nas tam sedelo, edini sem, ki sem postavil vprašanje guvernerju in pa finančnemu ministru. Finančni minister je mogel 15 minut, ni mogel nič odgovoriti, guvernerja sem precej razjezil, tako da bomo videli, če bo kakšne posledice na to, ampak dejansko ves ta bančni sektor, ves ta krog, ki bi mogel nekaj o tem reči, pač nič ne reče, ker se vsak boji za sebe. In ne vem kam to, kdo je zdaj tisti, ki bi lahko, konkretno NKBM je v nebo vpijoči problem, ki se, tamle se gremo za policaje za, ne vem, 10 milijonov, ali bomo ali ne bomo, tam pa stotine milijonov in nihče ne reče nič, da je to, vse ne bi zdaj ponavljal zgodbe NKBM pa Apollo sklada, ampak vse mislim, da vsi vemo, za kaj gre. Hvala. Ja, kolega Meh. Lep pozdrav, jaz bi težko polemiziral s čemerkoli, moram reči, da kupim to predavanje, predstavitev, pa tudi ideje, ki so bile predstavljene, vendar je pa res, da bo treba počasi tudi tem odklonom dati imena. Nekatera smo slišali, nekatera bo še treba. V podkrepitev vsega tega bi pa le upozoril na nekaj, kar vsi pozabljamo. To je tako imenovana trgovalna schema z emisijami, ki se odvija v Evropi, pa je dela zelo aktualna tudi v okviru, bom rekel, Pariške konference. Argument za to schemo uradni je, da se predstavniki vlad niso strinjali z davki, v resnici gre pa za to, da so to želeli v življenje spraviti finančni lobiji. Kajti tu so ogromni zaslužki,
namesto da bi države predpisale davke in od tega imele predvidljive prilive v proračun, podjetja predvidljive stroške, se zdaj trguje s tem na borzah in služijo dejansko finančne institucije in varovanje okolja, lepa ideja, se je že spet nekako zreducirala na finančni trg in špekulante. Hvala. Hvala lepa. Ja, to gre pravzaprav vse v isti smeri. Mogoče bi jaz temu samo to dodal, da ravno ta tema, ki si jo zdaj kolega Borut omenil, je odlično obdelana v tej knjigi Naomi Klein, kjer kaže na popolno špekulantsko in pohlepnostno naravnanost, konkretno te cap and trade trgovalne sheme. Ta problematika, ki jo je dr. Glavič načel, seveda gre pa v področje problematike organizacije monetarnega sistema. En koncept, ki je bil pripravljen, ki ga je zdaj lahko v literaturi tudi zasledujete, je recimo precej prisoten pri angleških dveh ekonomistih. Eden je Richard Murphy, ki je avtor Corbynovega ekonomskega programa, drugi je pa tudi britanski profesor s korejskim imenom Ha-Joon Chang. Oba dva govorita podobno o nujnem pogoju za uspešno vodenje nacionalnega gospodarstva. To pa je, da nacionalna centralna banka igra razvojno vlogo v nacionalnem gospodarstvu. In tu se ravno konfrontiramo pa s temeljem organiziranosti Evropske unije in evroskupine, kjer je prva prioriteta odvezati nacionalno povezanost centralne banke, jo privezati na Evropsko centralno banko. Evropska centralna banka pa nima nobene demokratične politične odgovornosti ne do posamezne članice Evropske unije, ne do Evropske unije kot celote. Se pravi, v temelju se moramo zamisliti, kaj storiti s tem izhodiščnim neskladjem, da je naša centralna finančna oblast nacionalno neodgovorna, ampak je odgovorna nekemu mednarodnemu finančnemu gremiju. Tukaj se začne in potem se to praktično kaže kot to, da hodijo delegacije inšpektorjev Banke Slovenije po slovenskih bankah in jih praktično hočejo, kot se na Gorenjskem reče, dol zapreti. Slovenske banke ne smejo posojati denarja. Ne smejo. Denarja je pa ogromno. In od 4 milijard za sanacijo slovenskega bančnega sistema je 3 milijarde šlo samo knjižno skozi slovenski monetarni prostor. V resnici je šlo pa to v naložbe v tujino, v točno določene mednarodne institucije. Tukaj je bistvo problema. Jaz sem zelo hvaležen in vesel, da ste opozorili na ta ključna vprašanja. Je še kdo želi prispevati kaj? Ja, prosim, dr. Glavič. Seveda v tem kratkem času ni mogoče vsega odpreti, ampak zdaj bančni sistem smo nekako ogledali, to, kar ste zdaj omenili, pa seveda je finančni trg. Torej, s tem, ko je četrtič že razlaščeno slovensko prebivalstvo v zadnjih 20 letih, je izgubljeno zaupanje. Mi bi lahko vrsto podjetij rešili s domačim kapitalom, ampak ne, ta kapital zbran v pokojninskih, potem vzajemnih skladih, v zavarovalnicah, je v tujini, ker zdaj edino še tam možno pričakovati, da ga ne bo nekdo razlastninil. Seveda pa se tudi tu že pripravlja akcija Evropske unije, da bodo ustanovili evropske sklade in potem bomo mi vlagali v naš denar tudi ta iz bank v evropske sklade in v evropskih skladih se bo financiralo, kar se pač bo financiralo, se vidimo, kako je. Zato bo pomembno, če bojo te dve banki, ki zdaj jih še imamo, obstali, zdaj
kakor meni seznanjeno, je Banka Slovenije že zahteva, da se v doglednem času združita, potem bomo pa videli naprej. Tako da ta zadeva tako, kot sem prej rekel, najprej na vrsti gospodarstvo, potem infrastruktura, potem javni sektor, tako je tudi tu. Najprej požremo ta velike. Zanimiv je primer Gorenjske banke, ki se je poleg Banke Celje edina uprla, danes je brez vsakih dokapitalizacij na konju. Torej, ni nobenega razloga bilo, da so sploh zahtevali od nje 330 milijonov dokapitalizacije. In Banka Celje je isti primer, samo ker ni imela enega močnega lastnika, tako kot je bila tam Sava, ni imela zadostne odpore, so zamenjali vodstvo, direktor oziroma predsednik uprave je naredil samomor in potem so jo nasilno, eno leto kasneje, podržavali, razlastili delničarje in je danes tam kot vse ostale in zdaj združena z Abanko, brez potrebe, ker je dobro delala, služila svojemu okolju, pa so jo, ali pa smo jo uničili na prišepetavanje, ker seveda moramo vedeti, pod mizo je bilo danih celo vrsto ukrepov, med drugim tudi to, da ne smejo posojati, ker morajo zniževati svojo vsoto in če posojajo, morajo posojati po takih obrestih, po katerih danes več nihče noče kredita vzeti. Celo to se povečuje do leta 2017 na 10%. Dočim je, kot veste, Evropska centralna banka povečuje negativno obrestno mero. In bo to v naslednji fazi prišlo tudi v naše banke, da če boš hotel imeti denar tam, tako boš moral celo nekaj plačati za to. Ja, hvala lepa. Zdaj, mislim, to so izredno tehtne ugotovitve, žal niso, ne vem kako rožnate, optimistične. Prosim? Ja, 12 bo bolj blizu. Dobrodošel. Gre za suverenost, spoštovana kolegica in kolegi. Slovenija je izgubila v glavnem večino svojih atributov nacionalne suverenosti in to, kar je zdaj dodatno še obrazložil dr. Glavič, seveda prispeva k temu. Kdaj bo volja dovolj velika, da se stvari začnejo spreminjati, bomo videli, ampak pogledajte, v Državnem svetu je nekako dolgoročno prisotno neko dosti trezno razmišljanje, uprto malo bolj na dolgi rok. Ali bo to kdaj koga prepričalo, ne, iskreno rečeno, ne vem. Veliko pametnih papirjev, tudi kakšen referendum se že tle sprejel v tem Državnem svetu, marsikaj, v različnih mandatih je bilo marsikaj pametnega, napravljenega in sprejetega. Upajmo, da bo nekoč prišlo do pozitivnih rezultatov tega. Jaz bi s tem ta prvi del zaključil. Hvala lepa vsem sodelujočim na posvetu.